Glavke in gledalci, naša naloga ni samo, da vam povemo, kaj se je dogajalo pretekli teden. Nekoč smo imeli, kot veste, za slogan v oddaji Tako se je v resnici zgodilo. No, časi so se spremenili, tako da zdaj, ko opazujemo tedensko dogajanje, se bolj sprašujemo, kaj hudiča se je to zgodilo. Postali smo tudi družbeno koristni, radi vas na kaj opozorimo, vam kaj svetujemo in danes smo za vas pripravili novo rubriko imenovano Huda ponudba, kjer si bomo pogledali nekaj oglasov naših prodajalcev, ki so se nam zdeli sumljivi in bi vas radi na to opozorili, da vam prihranimo nekaj denarja pa nekaj živcev. A ste za? Ste za? Če bi zdaj rekli ne, bi me zelo zaribali. Dajmo špico! Huda ponudba! Ok, prvi sumljiv oglas, ki smo ga našli iz enega od katalogov z bogato ponudbo za dom, gre pa za posteljnino. Dajmo si pogledati. Ok, vse lepo in prav. Zgleda kvalitetna roba, a ne? Cena zgleda dokaj ugodna. Pa smo pa pozumirali, smo pa odkrili tole drobno besedilo, ki pravi: popivna še tako velike krokodilje solze, kot gotovite, da vas žena vara s sosedovim Tinetom. A prodajalci vedo nekaj o vaši ženi, česar še sami ne veste? Pejmo naprej. Naslednji oglas je za goveje stegno. Glejte, kakšen krasen kos. Slovenski dobavitelji. Cena v mejah normale. Piše slovenski dobavitelj, se pravi, je vzrejeno v Sloveniji. Slovenska kakovost. Ampak, ne še enkrat pogledati drobni tisk, kaj piše. V bistvu je s Poljske, ampak mejmo povedati. Sumljivo. Vedno je treba brati drobni tisk, vedno, jaz pravim. Pazljivo, kaj kupite. Naslednji oglas je za hiško. Zgleda odlična vrtna hiška za spravilo orodja. Mogoče malo navita cena. Vse lepo in prav, ampak dajmo pogledati. 300 evrov je malo veliko. Kaj pravi drobni tisk? V času podivjanih najemnin tudi ugodna rešitev za študente. Ta je bila pa malo pod pasom, hej. Kam si naj študent to postal, če nima zemlje? Pa gradbenega dovoljenja, pa kaj še rabiš? Naslednji oglas je oglas za gobe. Je pač jesen, čas gobarjenja. Lepo, zgleda okusno, imate radi gobe? Boste kupili? Sam vam povem, je spet drobni tisk zraven, ne povedati, kaj prav. Okus tako božanski, da sploh ne boste opazili, da halucinirate. Jaz vem, kaj ne bom kupil. Ne vem pa za vas. Halucinirati nimam želje. Pejmo naprej. Smo pri naslednjem oglasu. Gre za oglas za otroški nakit. Poglejte to, punčka zgleda zelo navdušena, da je to skoraj blažena, vsa nališpana, krašena z nakitom, ki jo očitno izpopolnjuje. Ampak spet je prisoten en drobni tisk, da jo pogledati, kaj prav. Vizualno pripravite svojo hči na razuzdana leta brezglavega pitja in prebujanja vsako jutro pri drugem prijatelju. Eni oglaševalci so pa malo neusmiljeni. Groza me je, pejmo naprej. Naslednji oglas je komplet za prho. Umivati se je treba, le tako uživa, ko voda kaplja po njej. Zraven dobite tudi priročni vodoodporni zvočnik. Cena poštena, 90 evrov. Moram pa reči, da je to res huda ponudba zgleda. Kaj pravi drobni tisk, strah me je prebrati. Opomba, komplet ne vsebuje dovolj pritiska za uporabo prhe ali manekenke. Vedno bolj grozni oglas, ne, sploh kaj ne rečem. Pejmo naprej. Naslednji oglas je za sveče. Približuje se 1. november, spet bomo obiskali pokopališča. Lep komplet, a ni? Drobni tisk, a upamo. Dajmo pogledati drobni tisk, tudi vaši pokojni si zaslužijo, da jim je toplo pri srcu. Čeprav ta je pa lepa, ni? Tak, iskren. Jaz se strinjam. To bom mogoče celo kupil. Naslednji oglas je oglas, wow, za otroški voziček. Ok, mali drag, 330 evrov, udoben, drobni tisk, ne vem, če upam, da bo izgledalo kot nesreča. Ne zgleda lih varen, ne? Pejmo naprej. Naslednji oglas je za pulover za dojenčke, imenovan Šerpa. Ok, izgleda lep, ne razumem sicer pomenske povezave s Šerpo, mogoče najdemo v drobnem tisku, dajmo pogledati, da se bo vaš otrok dovolj zgodaj naučil, da je življenje eno samo prenašanje bremena do bridkega konca. To so pa pisali eni kreativci pod vplivom svetobolja. Teh je veliko očitno. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.